moram poseči v tolo debato, tako rekoč vojno, med psihiatri in kliničnimi psihologi na eni strani ter psihoterapeuti na drugi strani. Zopet je neka politika vmes. Zdaj se izkazuje, da se tile psihiatri in klinični psihologi prepirajo tudi zato, ker imajo izjemne finančne koristi od tega, da bi bil en drug zakon sprejet. Namreč zdaj gre na glasovanje v parlament nek zakon, ki je popravljen, glede na osnutek. Psihoterapeuti so zdaj dobili večjo vlogo pri obravnavanju pacientov, ampak psihiatri se pa zdaj na trepalnice mečejo, tako rekoč klinični psihologi jim pomagajo, pa socialni delavci. In zdaj sta dva lobija na eni in na drugi strani. Po mojem videnju je psihiatrija, in na to temo sem posnel veliko videov, psihiatrija je konceptualni zablodi, svetovna psihiatrija. Mnoge države so se te psihiatrije pa zdaj lotile z nekim malo bolj rigoroznim pristopom. Namreč psihiatri ne smejo biti več bogovi v belem. Res, da pomagajo nekaterim težkim pacientom, kot jim rečejo, kakšnim šizofrenikom, ki res rabijo tableta, ki jim oni pravijo zdravila. Ne, niso to zdravila, ker ne pozdravijo to tako, kot si oni želijo, ali pa tako, kot dela medicina, ko zdravi s tableti za zdravili določene organe, bolezni. Telo je čisto z drugega registra kot psiha. Ne more se psihiatrija zapoditi v možgane, v glavo, tako kot se medicinci, zdravniki lotevajo zdravja telesa. Bolezni, telesne bolezni so popolnoma, absolutno, konceptualno drugačne kot psihične, tako imenovane bolezni, ki bi morale imeti izraz psilezni. Glava ima problem s softverom, se pravi z miselnimi sistemi, je nekaj narobe, ne pa z možgani. Slučajno se misel dogaja v možganih, v lobani. Zdaj možgani so en od organov telesnih, ampak psihiatri imajo to iluzijo, da bodo popravili možgane, pozdravili možgani. Spoštovani, če tega ne veste, možgani načeloma niso nič bolani. Ok, če je kakšna okvara corpus callosum ali pa je kakšna mehanska okvara ali pa res, da je nekaj narobe z živčnim sistemom, fiziološkega narobe. Sicer so pa vse te psihične bolezni, ki bi morale imeti ime psilezni, so softverska napaka, stvar napačnega razmišljanja. Napačno razmišljanje se ne sme popravljati s kemijo, ki jo pacienti požrejo na pobudo psihiatrov in njihovih firerjev, farmacevtov. Ne sme se pristopati v zdravljenju psihičnih duševnih bolezni, psilezni, s kemijo. To je absurd, to je kriminal. 50% pacientov so psihiatri v resnici zašuštrali. Prišlo bo obdobje, ko se bodo pacienti tako agresivno znašali na psihiatri, pa ne mislim na šizofrenike, ampak na določene ljudi, ki imajo res neke psihične probleme, ampak ti psihiatri jim pa s kemijo zasmetijo po možganih na način, ko sploh ne vejo kako. Ampak jih tako zasmetijo, da so stranski učinki bistveno bolj nadležni, da ne rečem smrtonosni, kot tisti simptom, zaradi katerega so šli na psihiatrijo po duševno zdravje. Duševno zdravje je nekaj čisto konceptualno drugačnega kot zdravje telesa. Zato je ta psihoterapevtski zakon obrnjen v pravilno smer, v smer, da so psihoterapeuti bolj gor vzeti. Ker teli bogovi v belem v resnici mnogo pacientov zavozijo. Pacienti imajo uničena življenja, zato ker so se psihiatri s kemijo lotevali psihičnega patosa. Psihični patos se mora zdraviti z besedo, s talking curom, ne pa s kemijo, ki jo predpisujejo farmacevti psihiatrom. Klinični psihologi bi morali biti na strani
psihoterapeutov, torej tudi Univerza Sigmunda Freuda, tudi teološke fakultete in še nekateri fakultet, ki so morda res zasebne narave. Pa tukaj ne gre za kapital. Psihiatri se borijo za kapital, v resnici pa ne vejo, kako nič ne vejo o duševnosti. Oni mislijo, da vejo, da se psihične, po njihovem, bolezni, torej psilezni, da se dajo pozdraviti z njihovimi zdravili. Ni res, ni res. Psihične bolezni se morajo zdraviti tako, da se odvozla pokvarjena misel. Software je treba popraviti. Softverske napake, se pravi miselne napake, ki se ne smejo popravljati s kemijo, z zaužitimi tableti, skozi kapilare, v milijardo živčnih povezav, sinaps, ki se slučajno dogajajo v možganih. To je paradoks, oziroma to je kriminal, po mojem videnju. Seveda sem jaz Freudovec, se pravi, s talking curom se je treba lotiti psihičnega patosa. Res je tudi to, da včasih v tem obdobju tableti bolj pomagajo kot pogovarjanje, ker enemu norcu, torej psihotiku, blaznežu, šizofreniku, ne moreš s pogovorom dopovedati, da je nor, ker on misli, da je normalen. Šele kemija mu predrugači razmišljanje v smer neke normalnosti. Ok, so stranski učinki, ampak v tem primeru šizofrenije, psihoz, so stranski učinki manj nadležni kot ta psihoza, ki v grob spravlja samega pacienta, še bolj pa okolico. Norišnice so se vzpostavile zato, ker so ljudje trdili, teli so pa nori, dajte jih zapreti v zapore, imenovane blaznice. Mi smo na točki, ko se psihiatriji ne sme več slepo zaupati. In največji paradoks je pa v tem, da psihiatri iskreno verjamejo, da je duševno zdravje nekaj, za kar so oni kompetentni. Ni res. Oni so v zablodi, oni mislijo, da nekaj vedo in podeljujejo te diagnoze na način, kot jih zdravniki podeljujejo na ravni telesa. Somatske motnje, telesne, so seveda diagnosticirane. Po isti paradigmi so Američani skoncipirali DSM, Diagnostic Statistic Manual, priročnik, 5. verzija zdaj, in MKB, mednarodna klasifikacija bolezni. In tam je diagnosticirano, se pravi, se podeljujejo diagnoze vsakemu, ki pride na psihiatrijo. V resnici jih pa vsaj 50% ne bi smelo biti diagnosticiranih, ampak se jim mora razložiti, da se jim vrača pokvarjeno otroštvo. Tam pa dajo kar šizotipska motnja, šizoidna motnja, motnja osebnosti, nedefinirana osebnostna motnja, nedefinirana anksioznostna motnja, pa tako naprej. Panične napade zdravijo s tableti, ki jim rečejo zdravila. Panične napade, anksioznost, tudi depresijo, se mora zdraviti z besedo. In če bojo psihiatri dobili možnost, da spet postanejo bogovi v belem, potem bojo škodovali še naprej mnogim pacientom. Mnogim tudi pomagajo. Jaz vam rekel, sklenimo kompromis. 50-50. 50 pomeni 50% je pacientov, ki bi lahko svoje psihiatre tožili, ker se jih lotevali s kemijo. 50% pa verjetno pa pomagajo s tableti. In potem gledam ponedeljkov Studio City, Marcela, ki je brez opozicije trobil isti rok, ni bil kos niti vprašanjem, kljub temu se je trudil, in dal tam Marko Pokorn, pediater, pa tam neka lepotica. Kaj je že neka? Kaja Pavlin, ali kaj je že? Klinična psihologinja. Mislim, lepotica, pa bi rekel, libidinalno, ne bo rekel, stareli jebač. Pa kaj ima Marko Pokorn kot pediater tam zadelati? Ti imaš kredibilnost, ljudje tebi verjamejo, daj peti si preudaren. Ja, na področju cepljenja otrok si ti razveži jezik, sicer pa molči o stvareh, o katerih pojma nimaš. O duševnem zdravju on ne ve.
se lahko 100-krat ukvarja z otroci. Pedopsihiatrija kot koncept je zablodel koncept. Zablodel. Pedopsihiatrijo je treba ukiniti, ker ti pedopsihiatri s kemijo skušajo napadati sinapse neboglenih otrok, namesto da bi v red spravljali njihove starše. Pedopsihiatrija mora otroke primiriti. Psihoterapeuti morajo pristopiti otrokom, ki imajo psihične težave tako, da njihove starše v red spravijo. In ta Markov Korn ne ve, da ne sme slepo stopiti v bran svojim kolegom, imenovanim psihiatri, pedopsihologi. In potem pa še ta dobra mrha, Kaja Pavlin, klinična psihologinja. Nič drugega, kakor dobro ne zgleda. Dobro zgleda in potem trobezlja brez opozicije, take neumnosti, da mene glava peče. Potem si pa nesimpatično razvezem jezik, ker je to moralno prav. On Hojdek je temu pil, jer to ni prav. Jaz govorim, to ni prav, kad se grejo te psihiatri. Pa to je Strobin 20 let. To moralno ni prav. Hojdek je mene tam gor citiral. To ni prav. Da psihiatri hočejo primat, postanejo oziroma ostanejo bogovi v belem, klinični psihologi mi asistirajo, v resnici pa pristajajo na kriminal, ki ga izvajajo psihiatri nad pacienti. 50% kriminalitetek se tam dogaja, ker uničujejo življenja nekomu, ki se slabo počuti. Moja žena umrla, on je pa depresivni, mu dajo pa tablete. Kakve tablete? Ti moraš odžalovati žalost. Izgubo moraš odžalovati, nimaš kaj na tablete hoditi. Mislim, on je pa kar tablete. Rahla izgorelo zaradi zajebanosti na delovnem mestu, izvolite, še družinski zdravniki. Predpisujejo antidepresive. In vstopajo v bran psihiatrom. Namesto, da bi nekdo bo preko psihiatri, dovolj je bilo. Vi ste tisti, ki ste elektrošoke imeli, pa ste jih predpisovali. Z elektrošoki so se lotevali ti psihiatri pacientov. Dovolj je tega. Psihoterapeuti, kljub temu, da so slabi, da nimajo talenta, da grejo v resnici sami sebe zdraviti, ko hodijo na te univerze Sigmunda Freuda ali pa tam na teološki fakulteti, ne vem, družinska terapija, sebe terapija, pa svojo psihopatološko zgodbo iz otroštva. Ampak te se bolj pravilno lotevajo psihičnega patosa, ne pa psihiatri na pobudo farmacevtov s tableti. In uničujejo življenja. Podeljujejo invalidske penzije 25-letnikom, ker so bili začasno nekaj časa na travi in so šli v psihozo. Takoj, šizofrenija, psihoza. Veste zdaj, invalidsko penzijo. Pred 20-25 letih. Jaz sem ogromno primerov, ki so po tem protokolu mladi, 20-25 let, šli v invalidsko penzijo, ker so jim psihiatri dali antipsihotike, pa rekli, do konca svojih dni boste na tabletih, ker ste v psihozi. V resnici pa v psihozi začasno zaradi trave, ki jo bi levica rada legalizirala. In potem tele berem, novi zakon ne omogoča strokovne obravnave, reče tale Kaja Pavlin. Ona misli, da je strokovna obravnava tisto, ki jo ima psihiater v svoji ordinaciji. Tisto, kar delajo psihiatri, je nestrokovno. 50% nestrokovnih obravnav. Jaz vem, zakaj se gre. In namesto, da bi zdravili s pogovorom, zdravijo s kemijo. In nič ne zdravijo. Zaslužijo se pacienti varne obravnave pacientov. Novi zakon tega ne omogoča. Varne obravnave. Ali ta smrtna misli, da je varna obravnava, če se pacient zateče na psihiatrijo, tam jih pa zašustrajo s tableti. In to je varna obravnava, zato ima on status zdravnika. Psihiater ima status zdravnika in zdravniki zdravijo, nič ne zdravijo, blef prodajajo, kemijo prodajajo na pobudo farmacevtov. Psihoterapeuti jim morajo z besedo pomagati, ne pa psihiatri. In prav je, Zvezdana Mojca Drnovšek, da je zapeljala ta zakon, verjetno je bila ona v ozadju, psihiatrinja, v to smer. Ker ona, ko daje intervjuje, se pogovarja, ampak se pogovarja tako,
da tisto pogovarjanje nima veze z medicinsko fakulteto, ki jo je obiskovala. Ne vem, koliko nazaj, ker ženska je stara 65 let. In tale Kaja Pavlin pravi, da mora biti hitrejše obravnavanje po novem zakonu, da ta novi zakon to ne omogoča. Novi zakon omogoča, da te psihoterapeuti, ki bi radi seveda služili, v dolgoletnih obravnavah, da imajo socialni status, zdaj so reveži, psihiatri imajo pa plače, oni pa tam je pa samo plačništvo. Seveda bo hitrejše, ti nekoga pokličeš enega, drugega, 10, 20, 30 in si na vrsti čez noč. Mene ljudje, zjutraj me en poklical, pri 5 psihoterapeutkah je bil. Psihoterapeutkah brez talenta. Zjutraj me je poklical, si rekel, danes imam čas do 6, pa imam en Zoom iz tujine. Bom zdaj prišel, pa je prišel čez pol ure, da gre na psihiatrijo, imel težko otroštvo. Starši so ga uničili. On bi čakal 3 mesece na prvo obravnavo, za 5 minut k psihiatru. On bi mu dal pa tablete, antidepresive. In ko bi pa pol, in potem mratu. Jaz si smo že popravili tablete, da je še malo Viagre noter. Sami vejo, da sploh ne vejo, kako učinkujejo na to milijardo živčnih sinaps. Psihiatri to vejo. Ne, še vedno psihiatri bojo priporočala. Odpoved morajo dobiti te psihiatri, ker uničujejo življenja 50% pacientov, ker se narobe lotevajo psihičnega patosa. In te psihiatri tega ne vedo. Oni so 100%, da mentalno zdravje je pa stvar zdravstva in nezdravstveni delavci ne smejo posegati v zdravstvo. Situacija je taka, da mora psihiatrija oziroma psihoterapeutika jeti ven iz zdravstva. Duševno zdravje nima veze z zdravjem telesa. Ok, ima vezo. Sam šele čez 100 let bomo mi lahko telesno bolezen pa duševno zdravje povezali, ker zdaj tega ne znajo. Jaz sem magistriral, izbegal bolečino prvič v Zagrebu, pa sem mogel ponoviti na psihologiji še motivacijo, psihoanalize motivacije. Tako da vem, in od Freuda ven se ve, da dejansko telesno zdravje nastane v glavi. Ampak ti psihiatri se lotevajo psihičnega patosa, podobno kot se lotevajo zdravniki telesnih bolezni. Se pravi, zdravili, ki učinkujejo na možgane tako, da imajo možgani številne stranske učinke, so ohromljeni, lipidinalna pipca se zapre. Psihiatri pojma nimajo, kako deluje duševnost. Oni ne vejo, kaj je to adipokompleks, ne vejo, kaj je kastracija, ne vejo, kaj je analna faza. Približno vejo, približno, pa se nas pol naučijo. Naučijo se pa, kjera tableta prime. Pa na kakšno križarje ne bojo šli, če bojo tableta predpisovali, ker jih farmacevti podkupujejo. In je prav, da je psihoterapevtski zakon tak, da ne daje božjih kompetenc psihiatrom. Malo sem jezen zato, ker sem 2 leti se boril za ta zakon, vodebovski zakon, zato da jaz ne bi imel licence. Torej, jaz nimam licence, če bi imel, bi bil slab psihoterapeut, kot vsi. Skoraj vsi. Psihiatri pa pojma nimajo, s čem se oni lotevajo, s česa se lotevajo. Lotevajo se nezavednega. To je vesolje. Oni pa skemijo po možganih šarijo. Večkrat rečem, to je tako, kot da bi šel računalničar škatlo odpirati pa softversko napako, virus, popravljati šrofencigrom. Tam vzad imam računalnik. Odprl škatlo, šrofenciger, lot aparat pa lupo, pa iskal viruse. To se softversko popravi. Psihični patos je treba z besedo odvozlavati in se ga lotiti s pogovarjanjem. Treba intervencijo narediti v otroštvo, v nezavedno. S hipnozo se to da. Sem tisti, ki pri nam učijo hipnozo, so neki zabavljači, ne znajo hipnotizirati na odru, pa znajo tam, ne vem, se lepe delati, ne ve pa, kako psiha deluje. Ve samo, da obstaja nezavedno. In hipnoza ima dostop do nezavednega. Kako pa duševnost deluje, pa ne vejo ti hipnotizeri. Še manj psihiatri. Torej, jaz sem kritičen do psihiatrov, zato ker ne vedo, da nič ne vedo. Oziroma niso tako fair, da bi rekli, mi bi morali sami sebe ukiniti
ker sploh ne vemo, kako to deluje, kot tiste tablete. Samo vemo, da deluje, nič ne halucinira. Ja, za psihozo mora biti tablete. Pa za bipolarno motnjo, tega hudo manijo, tudi stabilizatorji razpoloženja. Mogoče kakšne akutne faze, neki anksiolitiki, da je huda tesnobnost, mogoče akutna depresija. Mal. Potem se pa treba pogovarjati. Psihiatri niso usposobljeni, da se pogovarjajo. Usposobljeni so kvečimo psihoterapeuti, pa še to ne vsi, ker hodijo sami sebe zdraviti. Namesto da bi šli na psihoterapijo, pa drug poklic upravljajo. In pa se pa naknadno zverzirajo razni ob delu, pa grejo na univerzo Sigmunda Freuda, pa neke tečaje delajo. Ampak so bolj koristni kot psihiatri, pogovorni psihoterapeuti. Ampak to je drago, ne? Oni bi pa še rad zaslužili, pa naroča pacijente na klijente na večmesečne, večletne obravnave, da par tisoč evrov zaslužijo. Ne? Pacijenti so jim sponzorji, psihoterapeutom. Zdaj bi pa rad, da država to plača. Najraj država plača. Ker psihiatri škodijo. Psihiatri večinoma škodijo. In tega niso pripravljeni priznati. In pol tale Kaja govori, mi imamo 1800 ur izobraževanja. Oni pa samo 1930. Še tega je preveč. Ker so izobraževanja sadistično koncipirana. Ti moraš hoditi na razne obravnave, analize, zato da čim več denarja stran vržeš, pa da dolgo traja. V resnici pa brez talenta ne morejo psihoterapeuti nič narediti. Ti moraš imeti talent, moraš študirati nezavedno. Ne pa razne gestalt pristope, pa jungovsko psihoanalizo, ki se tam ukvarja z arhetipi, pa z astrologijo. In pa je vse v tej univerzi Sigmunda Freuda plesna terapija. Kakva plesna terapija? Kakva gestalt terapija? Ok, kognitivna, realitetna. Treba se je globinsko vrniti v otroštvo, iskati tam defekte. In moraš ti vedeti, kako psiha deluje, kako nezavedno deluje, kako deluje simbolno. In to se moraš naučiti, psihiatri nič ne vejo. Pa imajo, koliko že imajo? 16 do 18 tisoč ur. Kakšnih ur, balastnih ur, učijo se, kjera tableta pomaga. Namesto da bi se učili, kako deluje odipokompleks pravilno razrešen na psiho, pa kako nepravilno razrešen. Kaj pomeni odsotna mama, varen tip, nevaren tip navezanosti. Tega se pa tako bežno samo naučijo, ampak nič ne pomeni. Oni sam s tableti pa tale. Sana Dobnik Čoderl, ta samo navija za psihiatri, pa klinična psihologinja, njeno predavanje o nevarnem in varnem tipu navezanosti, Johna Bowleya, to pa vlada. In ni tok fair, da bi rekla, spoštovani kolegi psihiatri, umaknite se. Pustite psihoterapeutom, da se oni pogovarjajo, pa klinični psihologi se morajo pogovarjati. Ne da klinični psiholog tam omaga, pa te napotike v Idrijo. Eno mojo, ker ja, to bo pa treba v bolnico. Ona se je jokala, nema v bolnico, pa še zakon tak, da iz bolnice ven ne prideš, tam te pa nafilijo s tableti si ko zombi. Ta kriminal zgaja psihiatri. Ta kriminal. Mislim, da bi meni takole otroka uničili. Kot so številni otroci uničeni, narkomani, uničeni, ki se jih diagnosticirajo s psihozo. Jaz grem, razminiram vse te blaznice, se pravi, bolnice, od Vojnika do Ormoža, Idrije, Begunj in Polja. Tak kriminal se tam zgaja. In psihiatri ne vejo, oni mislijo, kako koristijo. Zdravje je sveta stvar, nezdravstveni delavci ne smejo posegati v zdravstvo. Psihiatrija, duševno zdravje mora iti ven iz koncepta medicine. Ven. In je treba s pogovarjanjem pomagati pacijentom, ne pa s kemijo, zasmeti po možganjih. Zakon spušča v javno zdravstvo psihoterapeute, ki nimajo zdravstvene izobrazbe. Zdravstvena izobrazba ni potrebna. Paradigma zdravstvenega pristopa k psihoterapeutiki je napačna. In tega psihiatri ne vedo. Tega ne vedo klinični psihologi. Duševno zdravje je treba potegniti ven iz paradigme medicine. Zato, ker telo se zdravi, psiha se mora pa predrugačiti z intervencijo, s pogovorom. Ne pa s kemijo, ki smeti po možganih. In tega ne vedo. To je ta konceptualna zabloda, za katero moram jaz tukaj snemati video in v bistvu diskreditirati
Marka Pokorna, ki je afne guncal tam gor, všečno tam, pa z ono lepotico in sta flirtala. Temeljno vprašanje, ali se dol dajeta, ne? Sorry, da moram to reči, ker se moram zapeš noto bučo. Pa mi pravijo, ja, ne tako govoriti. Ja, če ne, se no neč prijeli. Jaz bi mogel biti del razprave. Seveda ne smem, že 15 let na nacionalno televizijo. Pa so razne tarče in pa tam, kaj je Anita Ogulin tam počela? Kaj je ona tam počela? Lani, debata o psihoterapevtskem zakonu. Mislim, zdravljenje psihe skozi psihiatrijo je natek, je blef, je trik, kako bodo te bogovi v belem prišli do denarja. Preko farmacevtov pa država bo sofinancirala tabletke. Pa tam en pedopsihiater tam stopa v objemu nevednosti. Danik Kriegerjevega efekta sploh ne ve, kako se psiha obnaša, otroška psiha, na kemijo. On je pa pediater, ne? Ker angina pa otrokom se pa pozdravi in pa govori, to je tako, kot če bi temperaturo znižali s tabletom, bi mislili, da je otrok zdrav. Treba je bolezen zdraviti. To je v bolezenskih situacijah tako, na področju psihologije pa drugače, mentalno zdravje. Psihoterapija ima pa drugo paradigmo, ki je popolnoma radikalno drugačna od paradigme zdravljenja telesnih bolezni. In ta Marko Pokorn ni toliko ščaman, da bi vedel, da mora molčati o stvareh, o katerih ne sme govoriti. Ker nič ne ve. Strokovnost kličejo na pomoč in mislijo, da so psihiatri strokovni. Figico, niso strokovni, ker nič ne vedo, da s kemijo ne moreš ti milijardo sinaps noter kontaminirati, zato da bi en simptom zginil, ker uničuješ duševno zdravje na 100 drugih področjih. Sem misel popolnoma izmaliči, na področjih, kjer se ne bi smela izmaličiti. Ampak on simptom, anksioznost pa izgine, halucinacije tudi, prisluhov nimaš, dajmo tablete. Pa ga ubijete za cel življenje. Strokovnost. Nižji standardi so. Kakšni nižji standardi? Psihiatri so konceptualni zablodi, psihoterapeuti ne, zdaj pa nižji standard, oni so tudi malo premaknjeni. Ampak je bolj, da psihoterapeuti dobijo nekaj več vloge v celi paradigmi pristopa pacientom, klientom, kot to, da psihiatri počnejo to, kar počnejo. Bolj, da slabi psihoterapeuti, boljši še, da šarlatani s placebo fintami pridejo, pa pomagajo. Ker takoj priješ do šarlatana. Bioenergetika, ki tam z bioenergijo ti nekaj naredi, ti se pa boljš počutiš. Zaradi placeba. Da pa priješ na psihiatrijo, rabiš pa 3 mesece, pa ti pa da kemijo, ki te ohromi. Babe se zaredijo za 20 kil, ko je dec dobil ljubico, zakon crkne. Psihiatrija to dela. Zdaj bi pa psihiatri rad nazaj kompetence. In Pokorn se drži tega diagnostike, ko pijanec plota. Jaz sem knjigo napisano 5 let o spodletenem konceptu diagnosticiranja. Psihiatrija se ne bi smela posluževati diagnosticiranja. To dela medicina, ko diagnosticira telesne bolezni. Psihične bolezni se ne bi smele sploh imenovati bolezni, še manj bi se pa smele diagnosticirati. Ker pa vse je bolezen. Malo bolj zdravo je, že ima ortoreksijo. Malo bi shujšala že motnje hranjenja, je že anoreksija. Duševno zdravje je kot koncept natek. Ne smemo govoriti o duševnem zdravju. Zdravo je telo, ali pa bolano je telo. Psiho je treba predrugačiti, ne pozdraviti, predrugačiti. Z intervencijo besede, pogovarjanja v miselne sisteme, s pogovarjanjem, s talking curom, ne pa s kemijo. In pa psihoterapeuti nočejo prevzeti odgovornosti. Odgovornosti se ne da prevzeti. Psihiatri ne prevzamejo odgovornost, ko uničujejo življenja tistim, ki dajo tablete, pa se babe zaredijo za 20 kil, pa zakon razpade, ali pa depresivni pacienti dobijo tablete, antidepresive, antipsihotike, hidravlika crkne. Baba jih zapusti, še seksualno me ne more zadovoljiti. Mi ne ostane, če vam te tablete.
Psihiatri sem ben nič o tem ne sprašuje. Samo, kaj boljš, malo boljš pa je. Ko pa se ostalo, raj ne govorim, sem ko potijoči zombi, kot bil skozi pijan, brez alkohola. To se dogaja. Pacientom, ki so jih psihiatri zašuštali in noben ne odgovarja. Tle se pa tele Kaja Pavlin, ja, psihoterapeuti ne bojo prevzeli odgovornosti. Ja, psihiatri jo tudi ne prevzamejo. Mislim, vse ne vem, ko bi povedal. Razpizdim se za prazen nič. Glejte, tole sem povedal, pol ure je, jaz bi mogel se soočiti s telima dvema, Pokornom pa Pavlinko, ne? Da bi malo pluralizma bilo. In pa pridejo te estrogenci z teološke fakultete, pa lepo govorijo, pa še Boga kličejo na pomoč. Jaz bi jim pa cveka v glavo prebil. Čau.